danes cel dan samo fast food. The boys are in Trieste. Kaj je fitness serij, boste probali? Ko so folk in dobrodošli v nov YouTube video. Danes cel dan jem samo fast food. Tako da danes cel dan samo čim bolj healthy fast food. Bomo videli, če mi bo uspelo. Jaz mislim, da bo največji challenge v tem, da bom zadev dnevni cilj beljakovin. Bom videl, upam, da mi bo uspelo. Ura je 8:17, kar pomeni, da je ura za zajtrk, ko sem se zbudil, tako da gremo. First stop of the day, McDonald's. Gremo McDonald's po zajtrk in po kavo. Absolutno jo potrebujem zdaj zjutraj, tako da let's go get some breakfast. Dobar dan, izvolite. Ćao, en McMuffin, Kateri? egg McMuffin Ja, egg. in en toast ham and cheese. Pa mi daš lahko en cappuccino. Dobro, torej egg muffin, ham and egg in cappuccino. To je to, hvala. Ok, do naslednje. Let's go. Ćao. Hvala. Hvala. Ćao. Gremo nekam na mirno, da jaz to pojem. Evo nas folk, imamo prvi obrok, zajtrk, 4,40 € za en egg McMuffin, en toast ham and cheese in en cappuccino. Tukaj vam zdaj dal sem prav našel na MyFitnessPalu podatke za cel zajtrk. Gremo jest, ker sem lačen in gremo provat to kavo, kakšna je. Dobro je, ker ne dodajo sladkorja tako enot, tako da jaz, ki ne pijem sladkorja v kavi, mi je top. Zdaj pa gremo probat hrano. Jaz teh 200 reh nisem nikoli jedel. Takoj po dotiku čutim, da to je več res dobra stvar, da je ful zgodaj zjutraj. So te stvari res fresh. To je sigurno plus, da sem šel tako zgodaj in so te stvari od zajtrka res sveže. Zgleda dobro. Res je dobro, pač realno dobro. Egg McMuffin, thumbs up, dobro, res dobro. In zdaj imam še toast, ham and cheese. Aha, okej, dobil sem nekaj napačnega, jaz sem naročil toast, ham and cheese, ampak mislim, da sem dobil McMuffin, egg and ham and cheese. Zdaj bom prav zavrtel klip odprej, kaj sem rekel McMuffin, ham and cheese ali toast ham and cheese. In en toast ham and cheese. Dobro, še kaj? Ne vem, v glavnem, če sem falil, se zgodi. Isto kot prej, ampak samo da imaš še šunko, tako da. Isto, samo še z šunko. Dobro, res dobro. Kot bi Jesse James West rekel, last bite, best bite, baby. Realno dober zajtrk, če se spomnim pravilno, okoli 600 kalorij, 35 gramov beljakovin, mogoče malo visoko v maščobah zaradi sira, ampak dobro pač, ko je bom probal čim bolj zadeti makrote za danes, pravim, pri beljakovinah bo največja težava po mojem. Zdaj bom tukaj chillal, spil kavico do konca, se zbudil, potem pa grem nazaj domov, malo editat video, ki ste ga vi gledali že v sredo, tako da ta teden Crazy Folk 2 videa, ta teden sem releasal, sem se res potrudil, upam, da vam je bil všeč video iz srede, res crazy trening z Leotom, še veliko video bomo z njim snemali sigurno, prej je nek crazy leg day in potem se vidimo na kosilu, se vidimo pol. Evo folk, par ur je šlo mimo, jaz se vam spet javljam, ura je za kosilo, jaz sem full lačen, tako da next stop, Subway.
Evo me folk, dobil hrano, naročil sem si velik piščančji sendvič z teriyaki piščancem in notri od sosu samo hot sos in vso zelenjavo, razen paradižnika, čebule in potem še eno piščančjo solato, macros here. Dober. Sem mislil, da bo imelo ful več maščob, ampak cool, tako da sem našel tudi to. Pepsi Zero, kakšenkrat tudi s temi umetnimi sladili ni najboljše, ampak tako, kakšenkrat za malo počutiti spet to sladko je dobro, da sem malo popravil kamero. Je dobro, kakšenkrat pač tudi samo Pepsi Zero, za okus, nima kalorij, tako da top stvar. Gremo taste test. Brutalno, ta teriyaki, predober, top sandvič in kot ste videli tudi top mak, ker je ful tega piščanca, ful beljakovin, malo maščob, je pa pač ta kruh polno zrnatega, ampak vseeno ima dosti karbs. Ful dobro. A ja, za celoten obrok, ne bo se videlo, 13,40. 13,40 to pomeni kaj, na zajtrku smo bili na 4,5 in zdaj 13,40, tako da okoli 17 evrov za zdaj, bomo videli koliko bo še zvečer. In zdaj še piščančja solatka. Gor je nekaj jogurtov prelil, sem si vzel, tukaj pa nisem vzel teriyaki piščanec, ampak čisti piščanec, zelenjava, to. Evo, solato v Subwayu, pa res nisem nikoli jedel, gremo to probati. I mean, it's alright, you know, pač solata kot solata. Ta challenge je dokazil, da pač tudi če ste od zunaj, ni to excuse, da se je junk food, ker tudi od zunaj lahko najdeš healthy variante. Finito. V glavnem ja, Subway, thumbs up, glede na makrote, ki niso čisto točni, ne? Ker te sandviči si potem narediš kot hočeš, ampak jaz sem res pač izbral sem najbolj zdrave stvari. Glede omak nisem dal nobene omake, sem dal samo hot sos, ki je pač zdrava. Sandvič to res top. Še kar beljakovin, kar je top, in Pepsi malo za okus po dolgem. Jaz to pijem mogoče enkrat na mesec, te zero sugar. Bom šel trenirat, treninga ne bom pokazal, ki ni nobenega, da me snema, oziroma pač ni fokus tega videa trening. Se vidimo potem za večerjo, ki se dobimo z Robom, greva skupaj na večerjo, ki pa ne bo tukaj v Kopru, ker v bistvu tukaj imamo samo ta dva, prav, fast food. Če ne bi mogel iti v nek tipo fast food na nek kebab ali nek. Se hotel praviti neke chaine, McDonald's, KFC in to, ampak ker nimamo tle tega. Bova šla v Trst in tam mislim, da v Burger King. Se vidimo, ko se dobimo z Robom. Evo nas folk se dobili z Robom. Vozimo se proti Trstu, oziroma smo že v Trstu, vozimo se proti Burger Kingu. Gremo v Burger King pojest. Ko sem naročil McDonald'su, sem imel prav eno aplikacijo, ki sem videl, kaj so vse te zdrave opcije. Zdaj za Burger King bom mogel tam videti in bom probal najti na MyFitnessPalu neke stvari, ki so že notri v databaseu, da vidim pač koliko imajo kalorij in to, ki če ne, pač jaz tega ne poznam. V Burger Kingu nisem bil 100 let. Ti, Rob, kdaj si nazadnje jedel v Burger Kingu? Samo McDonald's. Ja, pač itak, v Kopru imamo samo McDonald's in Subway, tako da smo mogli iti. Dobro, da imamo Trst blizu, ko pridemo tam se vidimo, da bomo videli, kaj bomo naročili in da pojemo. Jaz ne bom gledal kalorij, sigurno, fantje. Jaz jem vsak dan tako. Rob bo naročil cel Burger King, v glavnem, tako smo se zmenili. Kaj boš? En Burger King. Kaj boš? Cel Burger King, hvala. Tako da se vidimo, ko pridemo tam. The boys are in Trieste. Pol ure smo iskali parking, dobro, klasika. Tako da nič kaj. Zdaj gremo do Burger Kinga. We got the food. Crispy. Yes. Salata, piščance, wrap, chicken wings. A ja, in še Cola Zero.
chicken wings. To je. Koliko ste zdržali sendviči, Rob? 30 sekund, 40. Dobro, tak je on naročil, sta bila res mala. Po nesreči, pač nismo vedeli. Jaz nisem bil v Burger Kingu že tipo 150 let. Zato bomo šel še enkrat. Rob gre zdaj še enkrat naročiti. Ne, jaz moram zdaj iti na wrap. Bum. In v solati in v wrapu piščanec na žaru. Pa da, če se da, folk, se hoče. Če se hoče, se da. Ti si narobe rekel. Če se hoče, se da. Napišite komentar, kaj je boljše. McDonald's ali Burger King. Olivno olje, malo soli in malo popra. Povejte, folk, vi meni, kdo dela takšen content v Sloveniji. Če ti je ta content všeč, če ga hočeš še za več takšnih food challengev, klikni like, subscribe in napiši koment, kateri naslednji food challenge hočeš videti. Rob si je šel naročiti še za jest, ti pa ni že pol ure. Ti je realno naročil cel Burger King, po mojem. 2 solate v istem dnevu, ne spomnim se, kdaj sem nazadnje jedel. A ja, sem pozabil makrote pokazati. Tukaj so makroti za prkničke, wrap in solato. In kdo se je vrnil? Pa ja, kaj, zdaj sem kar še en burger, kar malo pomfrija, oreo, pantico. Še en crispy si vzel. Ja, dober je. Zaključimo z wingsi. Ne, te wingsi so fire, full. Kaj je fitness seriji, boste probali? A, ne smeste? V glavnem ja, zdaj pojemo do konca, oziroma jaz sem že pojedel, zdaj bomo gledati Roba, kako je sladoled do konca, pa se čujemo pol, ko se vračamo domov. Peace from Burger King, Trieste, Italija. Ciao, bello. Evo nas folk, prišli malo v Muđo, da zaključimo video, da naredimo par lepih slikic, lejte kakšen lep background. Malo slikic za Instagram, moj Instagram itak imate v descriptionu, že veste, fitmax_, pejte prečekirat Instagram od Bobija, Roba. Ga bom dal tudi v description. Torej danes je bilo dokazilo, da pač se lahko je zdravo tudi, ko ste od zunaj, ker najlažje je jeti tako in potem si naročiti najbolj shit stvar, ampak ni to excuse. In evo, celotne kalorije za dan bom zdaj tukaj dal. Tukaj. Ne, tam ni dovolj prostorja, tukaj bom dal. Kliknite subscribe, takšen content je... Če hočete videti več takšnega contenta, food contenta, jaz obožujem hrano. Napišite v komente, kakšne še videe hočete videti na takšen stil, kjer v bistvu, ne vem, tipo cel dan jem samo neki, ne vem, jem samo, pač neki te food challenges se z veseljem jih delam, tako da napišite v komente, kaj bi točno radi videli. Če ste ta video pogledali do konca, hvala vsem, upam, da vam je bil všeč, različno, ampak mislim, da so tudi takšni challenge oziroma videi glede hrane zanimivi, še posebej, ker je bilo healthy verzija fast fooda. Hvala folk, da ste pogledali video do konca in se vidimo naslednji teden z novim YouTube videom. Peace out!